Dobrodošli v prvi epizodi videoopisa. Tokrat vam bom predstavil telefon Nokia Lumia 1320. Nokia Lumia 1320 oziroma Lumia 1320 je pametni telefon, ki je šel letošnjega januarja, pri nas sicer z nekoliko zamude. V samem paketu pa se nahaja seveda telefon, navodila in pa dodatna oprema. Gre namreč za slušalke, USB kabel in pa priključek na električno omrežje s priključkom za USB kabel, preko katerega telefon tudi polnimo. Lumia 1320 je tablifon, kar pomeni, da gre za tablico in telefon v enem. Ima pa velikost zaslona kar 6 palcev, pri čemer je ločljivost 1280x720 oziroma HD. Razmerje stranic je 16:9, s čimer enostavno pogledamo kakšen film. Ima pa 245 pik na palec, kar je zelo dobro. Ima tudi zaslonsko tehnologijo Clear Black in pa IPS panel, ki ga ima danes že skoraj da vsak mobilni telefon. Telefon je seveda občutljiv na dotik, ima pa posebno lastnost, in sicer izjemno občutljivost na dotik, kar pomeni, da zazna tudi dotike ob hladnejših temperaturah. Ena izmed različic telefona podpira tudi povezovanje na LTE omrežje, preostali dve različici pa ponujata zgolj povezovanje na 3G in pa 2G. Podpira microSIM kartico, odpremo pa ga tako, da tale del pritisnemo navzdol. Znotraj telefona se nahaja procesor Snapdragon S4. Gre za dvojedrni procesor s frekvenco 1,7 GHz. Telefon ima še 1 GB pomnilnika in pa 8 GB masovnega pomnilnika, na katerega lahko shranjujemo posnetke, slike in podobno. Telefon podpira tudi razširitvene pomnilniške kartice tipa microSD. Največja velikost pomnilniške kartice pa je lahko 64 GB. Microsoft nam prav tako garantira brezplačno podatkovno shrambo v oblaku, ki pa ne sme presegati 7 GB. V ozadju prav tako najdemo tudi baterijo, ki sem jo pokazal že prej. Le-ta seveda ni odstranljiva, jo pa lahko nadomestimo tako, da odpremo ta zadnji predel, vendar seveda s tem izgubimo garancijo. Prav tako se na zadnji strani nahaja tudi pomnilniška reža za microSD in pa zvočnik. Telefon ima na sprednji strani 3 tipke, na stranici pa najdemo še gumbe. Gre za gumbe za zviševanje, zmanjševanje glasnosti, gumb za odklep in zaklep telefona in pa gumb za aktiviranje kamere oziroma sprožitev snemanja ali fotografiranja. Zadnja stran telefona ima kamero in pa bliskavico, spodaj pa seveda najdemo še zvočnik. Na vrhnji strani telefona najdemo še priključek za audio 3,5 mm, na spodnji strani pa priključek microUSB, preko katerega lahko prenašamo podatke na računalnik oziroma iz računalnika na telefon in pa preko istega priključka tudi polnimo telefon. Telefon ima nameščen operacijski sistem Windows Phone 8.1. Tule pa že vidimo začetni zaslon in pa pozdrav, ki želi, da izberemo jezik, ki ga bomo tudi uporabljali. Jaz bom izbral kar slovenski jezik. Tako seveda je na voljo. Telefon pa nam ponudi najprej kar klic v sili in pa še gumb naprej za nadaljevanje. Zaradi preklopitve jezika moramo telefon ponovno zagnati, telefon nas seveda še pozdravi. Tako, telefon se je sedaj prižgal in seveda že lahko nadaljujemo z nadaljnimi nastavitvami. Zaradi tega, ker kartice SIM nisem stavil v sam telefon, nas seveda telefon opozori, da kartice SIM ni zaznal. Tako, kar začnimo.
Gremo naprej, se strinjamo s pogoji uporabe. Sam pa zaenkrat povezave ne bom vzpostavil, ampak bom kar preskočil ta korak. Seveda nas telefon opozori še na nekaj stvari glede senzorja omrežij Wi-Fi in pa izbiranje nastavitev telefona, kjer lahko izberemo priporočene nastavitve ali pa jih nastavimo po svojih merah. Jaz bom izbral kar priporočene. Vpraša nas še za čas in regijo, seveda je že vse skupaj pravilno nastavljeno, tako da lahko še nadaljujem na naslednji korak. Telefon nam ponudi še vpis v račun. To pomeni, da lahko z računom prenašamo aplikacije, si shranjujemo nastavitve in podobno, lahko pa vse skupaj preskočimo in kliknemo odloži vpis. Na koncu telefon prične nameščati še aplikacije, nato pa lahko nadaljujemo na naslednji korak oziroma telefon pričnemo že kar uporabljati. Tako sedaj lahko nadaljujemo in pa skoraj smo že pri koncu, tako da nam telefon poda še nekaj dodatnih nasvetov. Takoj, ko telefon uspešno nastavimo, nas pričaka tudi SMS, ki sicer ni pravi SMS, ampak samo notranji SMS, ki nam poda še nekaj informacij glede samega Windows Phone. To je začetni zaslon telefona, vse skupaj si lahko seveda poljubno priredimo. Gremo desno in vidimo vse aplikacije, seveda po njih lahko tudi brskamo. Ena izmed novosti, ki jih prinaša Windows Phone 8.1, je tudi tale vrstica, podobna kot jo ima tudi Android, oziroma v samem začetku je imel tako maemo. Preko nje lahko dostopamo tudi do nastavitev. S samim Windows Phoneom 8.1 pa že vidimo, da so se tudi nastavitve precej razširile in imamo zelo veliko možnosti za nastavitev samega telefona. Jaz bom izbral kar začetni zaslon in temo, da si lahko pogledamo, kako vse skupaj deluje. Izberemo lahko svetlo in temno odzadje in pa barvo, ki jo bomo uporabljali na začetnem zaslonu. Pa recimo, da izberem to zeleno. Gremo naprej, lahko izberemo zvonjenje in zvoke. Nastavimo e-pošto in pa račune. Preko tega lahko potem tudi dostopamo do našega poštnega predala in pa nastavitve za zaklenjeni zaslon. Te nastavitve ponujajo kar nekaj možnosti, ki jih lahko prilagodimo sami sebi. Izberemo lahko 3 vrste odzadja: fotografijo, Bing ali pa LinkedIn. Lahko nastavimo tudi prikazovanje izvajalca med predvajanjem glasbe ali pa si nastavimo še dodatne opozorila, ki nas spremljajo na zaklenjenem zaslonu. Tule vidimo še obvestila in opravila. To nam pomaga pri urejanju zgornje vrstice tule. Seveda si vse lahko prilagodimo svojim potrebam. Eno izmed stvari, ki bi jo še izpostavil, je tudi otroški kotiček. To omogoča, da nastavimo aplikacije, katere lahko nekdo uporablja, brez tega, da se vpiše v naš račun na telefonu. Moramo pa nastaviti seveda geslo, zaradi tega, da ta oseba ne dostopa do našega računa oziroma naših stvari, ki jih imamo na telefonu shranjene. Če pogledamo, katero različico ima naša naprava, gre seveda za Windows Phone 8.1 in pa za Nokia Lumia 1420 seveda. Prav tako si lahko precej prilagodimo tudi aplikacije.
omogočimo jim lahko delovanje v ozadju ali pa jim to seveda izključimo. Začetni zaslon si bomo še nekoliko prilagodili, tako da si pogledamo, katere funkcije nam omogoča. Lahko seveda pomanjšamo to ikono, druge lahko tudi povečamo in podobno. Na začetni zaslon enostavno povlečemo aplikacije tako, da jih kliknemo in pa pripnemo na začetni zaslon. Ena izmed velikih izboljšav v novem Windows Phoneu je tudi Internet Explorer. Seveda bomo uporabili priporočene nastavitve, takoj pa nam je seveda že prikazal Nokiino slovensko stran. Recimo, če obiščemo moj blog, nam Internet Explorer lepo ponudi tole tipkovnico. Zaradi enostavnejšega pisanja bom kar takole obrnil. Evo. In že smo na mojem blogu. Dodaten plus Internet Explorerja so teli že poznani zavihki, vendar jih odslej lahko tudi nekoliko bolje uporabljamo, ker nam omogoča sinhroniziranje preko brskalnika Internet Explorer, ki ga uporabljamo na našem računalniku. Seveda pa lahko tudi le dodamo zavihek in se recimo odpravimo na Google. Telefon nas tudi opozori, da obstaja hitrejši način in pa seveda lahko to preizkusimo. Bomo kar preizkusili. Na žalost moramo tudi podati nekaj svojih podatkov v telefonu, vendar to nima velikega vpliva. Preko Binga lahko poiščemo, kar želimo, recimo, da želimo oditi na Nokiino stran in pišemo Nokia. Tako, Bing je tole zelo hitro našel in zdaj si bomo lahko pogledali telefone. Seveda na telefon pride tudi celoten paket Office. Lahko prenašamo datoteke iz telefona, e-pošte oziroma OneDrive in pa Office 365. Ustvarimo lahko dokumente, predstavitve in pa preglednice. Recimo, da kar pogledamo primer dokumenta, ki je že ustvarjen. Tako. Word nam omogoča tudi precej urejanja. Si pa pomagamo s spodnjim predelom, ki nam doda še dodatne nastavitve. Poleg prej omenjenih stvari lahko naredimo tudi dnevni red, poročilo in pa povzetek, to so seveda predloge, in pa predlogo za preglednice prevoženih kilometrov, proračuna in pa razpored dogodkov. Preizkusili bomo še, kako izgledajo igre na tako velikem zaslonu, pa se bomo kar prijavili tule v trgovino z igrami. Takoj nam seveda pokaže top brezplačne, pa recimo, da si izberemo kar Subway Surfers. Igro namestimo, vendar nas telefon opozori, da potrebuje Microsoftov račun, kar je seveda dobro, da si zapolne naše že nameščene aplikacije oziroma tiste, ki smo jih tudi plačali. Sam se bom kar opisal, ker imam že račun ustvarjen, nekoliko je potrebno počakati. Evo. Tako po opisu lahko namestimo tole igro. Vsekakor nam trgovina Windows Phonea ponuja tudi pregled že napisanih opisov od drugih uporabnikov
in pa pogled podrobnosti same igre, kjer lahko ugotovimo, kdo je izdelal igro in pa kdaj je bila posodobljena. Trgovina nam predlaga tudi druge sorodne igre, ki jih lahko namestimo, vendar bomo zaenkrat ostali pri Subway Surfers, ki je že skoraj da nameščen. Tako Subway Surfers je nameščen, do same igre pa lahko dostopamo direktno preko trgovine iger ali pa kar preko zaslona začetnega in pa menija, kjer nas pričaka igra. Tako. Priznati moram, da je na tako velikem zaslonu kar lepo videti igre, seveda je tudi igranje nekoliko bolj zanimivo kot na manjših zaslonih, je pa seveda tak velik zaslon lahko plus ali pa minus, odvisno od samega uporabnika. In že lahko začnemo z našo igro. Tako. Upam, da mi bo uspelo odigrati vsaj nekaj pametnih potez. Tako, če se vrnemo na sam začetek, v meni vidimo senzor prostora. To nam omogoča, da vidimo, koliko prostora na telefonu je že zasedenega. Recimo takoj po začetnih nastavitvah telefona je zasedenega že 2,72 giga. Naložil sem še igro, ki je zasedla okrog 33 MB, tako da nam preostane le še 4,5 GB za osebno uporabo. Gledamo si lahko še nekaj drugih aplikacij. Imamo na primer na voljo denarnico. Ta nam omogoča shranjevanje kontrolnih kuponov, vstopnic, promocij in ostalega. Je pa potrebno za vse to dovoliti uporabo naše lokacije. Dodamo lahko razne stvari, oziroma predtem moramo dati aplikacije, ki komunicirajo s končnimi servisi, kjer lahko vnovčujemo naše kupone, ki jih dodamo v denarnico. Prav tako nas v zgornji vrstici pričakajo tudi obvestila, kolikor dobimo kakšen mail oziroma sporočilo, tako da neposredno dostopamo do naših dodatnih stvari, ki jih seveda s telefonom želimo upravljati. Sedaj si lahko pogledamo še Here Drive. Verjetno bo potrebno naložiti zemljevide, nas pa program pred samim začetkom opozori na nekaj stvari, ki jih lahko doživimo med uporabo samega programa oziroma aplikacije. Moramo imeti pa tudi račun Nokia, vendar bom zaenkrat sam to preskočil. Tako, tole je Here Drive. Windows Phone 8.1 pa pride tudi že z odličnim multitaskingom. Do njega dostopamo tako, da kliknemo tipko nazaj in držimo, to pa lahko aplikacije tudi zapiramo brez težav. V nadaljevanju si bomo pogledali še, kako deluje kamera, kakšne so njene prednosti in pa slabosti. Evo, tole je test kamere telefona Nokia Lumia 1320. Trenutno se premikamo po neki neznani poti, vendar je to sam cilj, da prikažem, kako se kamera telefona odziva, ko se človek premika, oziroma ko se telefon premika. Če pogledamo še na drugo stran, še test
kamera pri premikajočih se predmetih. Je pa telefon obrnjen proti soncu. Če recimo odidemo še na drugo stran, kjer smo mi obrnjeni preč od sonca. Evo. Še vedno odlična kvaliteta za to kamero. Kot eno izmed samih prednosti kamere na tem telefonu bi pa izpostavil fokusiranje. Recimo, če se obrnemo proti samemu predmetu in ga približamo, kamera fokusira ta predmet. V našem primeru je to neka ograja, mostu. Tukaj pa že snemamo pokrajino. Tako, še test kamere pri malo manj svetlobe. Čeprav je še dokaj svetlo, ta test ne bi veljal ravno za najbolj pravega. Ampak vseeno je potrebno stestirati tudi to. Tako, še en test makra oziroma samodejnega fokusa na tale storž. Storž je sfokusiran. Zdaj pa, če še umaknemo kamero preč, kako hitro se pridobi samodejni fokus, skoraj v trenutku. Upam, da se slišimo, ker se ravnokar nahajam nad avtocesto, kjer je precej hrupa. Gre za test mikrofona, telefona, tako da to je to. Upam, da se slišimo, ker se ravnokar nahajam nad avtocesto, kjer je precej hrupa. Gre za test mikrofona, telefona, tako da to je to. Tule pa še odlična priložnost za en malo mirnejši posnetek. Čeprav se moram precej izogibati sonca, ker je precej močno. Pa če se še nekoliko obrnemo. To je to. Tako, to je bil test tablifona, tablice in telefona v enem Nokia Lumia 1320. Hvalil bi kar nekaj stvari, ki jih ta telefon ima, kot na primer velikost samega zaslona, sistem Windows Phone 8.1 in pa število aplikacij ter nastavitev, ki so na voljo na samem sistemu. To bi bilo za prvi video opis vse, se pa vidimo že v naslednjem video opisu, ko vam bom predstavil novo napravo.